Dobro, če je kako minuto več, ne bo hudo, bojo oni že. Dobro. A snemaš že? Ja. Zdi se prirodno, da se mladi zanimajo za ekologijo, ker mi stari bomo itak malo umrli, katastrofa najbrž ne bo nas doletela, mladi pa vejo. Katastrofa se bo zgodila najbrž v njihovem svetu desetletja naprej. Torej, kaj lahko storijo? Mislim, da je prva točka, da se zavejo, da nič ne morejo narediti. Lahko protestirajo in tako naprej, ampak sistem teče dalje. Živimo v dobi, ne ko je resnica skrita, ampak ko se resnico povsod razglaša, kjerkoli mediji odprete, govorijo, ekološka katastrofa, vojna, Palestinci umirajo v Gazi, zgodi se nič. To pa ne pomeni, da nič ne naredimo. Da se, je pa malo bolj filozofska poanta, da se spremeniti samo situacijo, v kateri se nič ne da narediti. Na desetine načinov. Tako da govoriš na tak način mal drugačen, ki res mobilizira, tako da celo organiziraš bojkote, stavke in tako naprej. In to je na mladih. Ni dovolj, kot se reče, da se njihov glas sliši. Glas mladih mora odmevati. Ne tako, da se spoštljivo reče, vidite, mladi so svoje rekli, moramo pa realistično gledati, kaj se bo zgodilo. Ne. Glas mladih mora odmevati kot burja. Burja, ki vse raznese, ki spremeni samo polje. In tudi tukaj celo zagovarjam v zmerni obliki, ne proti ljudem, nasilna sredstva, sabotaže in tako naprej. Ljudi je treba strezniti. Ne upoštevati teh fraz, ampak ne nasilno. Je nasilje in nasilje. Se pravi, je tudi nasilje, ne ubijanje, ampak sabotaže sistema, ki je danes nujno. To se pričakuje od mladih. Bodite burja.